Zgovori bomo res kratki, a vsakemu bo vredno prisluhniti. Zato vabim na oder najprej nocojšnjega gostitelja, predsednika Lions kluba Ljubljana Danila Tomšiča. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, prijatelji Lioni, prisrčno pozdravljeni in res toplo dobrodošli. Najprej se upravičim vsem vam, ki nam hrbet kažem. Smo pač tako okroglo narejeni, da ne moramo biti posod. Ampak tale pogled danes na to prepolno dvorano me res navdaja z navdušenjem ob misli, koliko dobrega lahko naredimo, kadar se zberemo v tako velikem številu. Članice in člani Lions kluba Ljubljana že 26. leto pomagamo pomoči potrebnim. A pri tem nismo sami, saj kadar pomagamo skupaj, pomagamo več, veliko več. Zato sem vesel, da pomagamo skupaj z drugimi slovenskimi Lions klubi, ki se nam vsako leto znova pridružite na velikem dobrodelnem Lions plesu, ki je velik tudi zaradi vaše udeležbe. Prav vsem prisrčna hvala, še posebej pa smo hvaležni sodelovanju z LK Ljubljana Rožnik, katerega članica Jelka se je prijazno odzvala povabilu na moderatorstvo današnje prireditve, ter sodelovanju z LK Ljubljana Tivoli, katerega članica Sava nam je pomagala spostaviti stik z Lioni iz Italije, ki so se nam zato danes pridružili v res velikem številu. In ker sta se nam prijazno pridružili tudi leonisti iz Hrvaške, lahko z veseljem ugotovim, da današnji dogodek ni le dobrodelno velik, ampak tudi dobrodelno mednaroden. Posebej pa me veseli, da se nam je na letošnjem plesu pridružilo rekordno število leatov iz Ljubljane in preostale Slovenije, več kot 60 vas je. Z vašo prisotnost ste plesu dodali posebno noto optimizma, ker ste pokazali, da solidarnost ne pozna niti generacijskih meja. A kakorkoli sem vesel, da nas je tako veliko, ki skupaj pomagamo, sem po drugi strani žalosten, ker imamo vedno več dela. Pa ne zaradi dela samega, ampak zato, ker je vedno več tistih, ki potrebujejo našo pomoč. Porast obsega pomoči potrebnih je že tako velik, da ga zgolj humanitarne organizacije kmalu ne bomo mogle več pokrivati. A kar je še huje, spreminja se tudi narava pomoči, ki jo nudimo. Spreminja iz slabega v slabše. Vedno več je tistih, ki naše pomoči ne sprejemajo z namenom, da bi bilo lažje, ampak so jo prisiljeni sprejeti zato, da preživijo. Tudi zato se leonisti brez zadržkov odzovemo na stiske soljudi. Mednarodno leonistično gibanje po skoraj 100 letih svojega obstoja še vedno raste, z njim pa tudi Lions klub Ljubljana, najstarejši slovenski klub. Energijo in motivacijo za še bolj intenzivno delo nam daje iskrice hvaležnosti v očeh prejemnikov pomoči. Z njimi v nas vzbuja občutke, ki se jih z besedo preprosto ne da opisati. Treba jih je doživeti, tako kot jih mi doživljamo skoraj vsak dan. Leonisti smo v zgodnjih letih našega delovanja največ pozornosti že tradicionalno posvečali pomoči slepim in slabovidnim, ki si sami ne morejo pomagati. A danes se naša dejavnost širi na področja, za katera si nekaj let nazaj niti v sanjah nismo mislili, da bodo potrebna naše pomoči. Eno takih področij je boj proti lakoti, ki mu posvečamo tako današnji dobrodelni ples, kot tudi sicer dobršen del aktivnosti Lions kluba Ljubljana. Še pred nekaj leti smo bili vsi mi prepričani, da je lakota problem nekih drugih držav, nekih drugih kultur ali nekih drugih časov. A se sedaj z njo vsakodnevno srečujemo tako v Sloveniji, kot v drugih razvitih državah. Zato je Mednarodna zveza Lions klubov boj proti lakoti posvetila enega od 4 ključnih projektov, s katerimi zaznamujemo 100-letnico delovanja. Ravno z današnjim dnem se zaključuje Mednarodni teden boja proti lakoti, preko katerega je LCI svetovno javnost pozval, naj se upre tej sramoti modernega časa. V Lions klubu Ljubljana se pozivu nismo odzvali šele z današnjim dobrodelnim dogodkom, ampak s praktično vsakodnevno pomočjo ljudske kuhinje zavoda pod Strehco,
s čimer pomagamo tistim, ki si sami ne bi mogli privoščiti niti enega toplega obroka na dan. Lani jeseni smo na primer v času najhujše migrantske krize zbrano hrano pomagali migrantom. Redno pomagamo projektu Botrstvo in preko njega otrokom, ki bi bili sicer tudi lačni. In prav gotovo bomo s pomočjo danes zbranih sredstev boj proti lakoti v prihodnjih mesecih razširili tudi na druge prejemnike. Zato še enkrat, velika, ampak res velika zahvala vsem vam, ki ste se Lions Klubu Ljubljana pridružili pri zbiranju sredstev za pomoči potrebnim. Pridružili se niste le nam. Skupaj smo se pridružili 1,4 milijona lanistov iz celega sveta v resničevanju poslanstva We Serve. Pomagamo. Hvala.